Rodil sem se v Trstu, v predmestju Sveti Ivan, ki je bil včasih čisto slovensko predmestje. Tam je moj oče obdeloval kot vrtnar, je obdeloval kos zemlje in zanimivo s tem se rad tudi nekako postavljam, da je to, kar smo doživljali mi pri Svetem Ivanu, imelo potem vsaj za moj spomin neko pomembno nadaljevanje, ker je na tisti zemlji, ki jo je moj oče obdeloval, zrasla slovenska šola po vojni. Obiskoval sem slovensko šolo že od 1. razreda osnovne šole, ki se je odprla ravno v pravem času 46. leta, ko je bila obnovljena prvič slovenska šola po dolgoletni prepovedi slovenskih šol pri nas, ki jih je ukinil fašizem. Pri nas je študijski program tako porazdeljen, da imamo 5 razredov osnovnih šol, na kar se začne srednja šola, najprej 3 razredi nižje srednje šole, potem pa višja srednja šola. Jaz sem imel veselje do risanja in slikanja že takoj kot otrok in sem tudi že v osnovni šoli najraje risal in slikal, tako da so me nekako imeli za majhnega slikarčka že v razredu. Učiteljica je rada gledala moje risbice in jih tudi kazala in me hvalila. Tako da sem rasel v prepričanju, da prej ali slej, da bo to tudi nekakšna moja dokončna izbira, da postanem slikar. In s to prepričanostjo, s tem prepričanjem sem potem tudi izbiral višjo srednjo šolo, sem izbral realno gimnazijo, na kateri je poučeval August Černigoj. Tako sem tudi spoznal tega pri nas tako znamenitega umetnika, slikarja. In on je s svojo navdušenostjo tudi dajal napotke vsem nam, da smo radi delali z njim. In še posebno tisti, ki smo imeli radi slikanje in risanje, smo z njim lahko doživljali tudi lepe trenutke, ker je prinašal tudi dosti informacij. On je bil velik entuzijast za vse, kar je bilo novega na področju umetnosti in se tako tudi kot inovator zapisal v zgodovino naše, to se pravi slovenske likovnosti. Že za časa študija na srednji šoli sem zelo intenzivno slikal, sem se želel vključiti v to slikarsko delovanje v tem mestu, pošiljal svoje izdelke na razne konkurze in sodeloval že kot zelo mlad fant pri raznih skupinskih razstavah skupaj z uveljavljenimi umetniki, tržaškimi, kar mi je bilo v veliko čast. In zaradi tega je bila moja izbira, ko je bilo treba izbirati fakulteto, kam naj se vpišem, je bila nekako problematična zadeva. Sam nisem vedel, kaj naj izberem, ker Trst pač ni ponujal nobenih konkretnih možnosti, ker v Trstu akademije ni in je ni bilo takrat, pa tudi drugih usmeritev, ki bi nekako dajale možnost za takšno zanimanje, kot sem ga jaz gojil, ni bilo. Sem pa kot slikar bil že aktiven in tudi že kolikor toliko poznan, tako da so me poklicali za neko suplenco na srednjo šolo, se nadomestil neko profesorico, ki je bila pač na bolniškem dopustu,
in tako videl, da bi se pravzaprav lahko tega lotil. Zato sem potem se odločil, da bom opravil potreben študij, da pridem do potrebnih papirjev za tak posel, za takšno službo. Sem šel zato v Benetke, tam študiral oziroma opravil izpit na umetnostnem liceju in nato še na državni izpit v Rim, da sem pridobil habilitacijo za poučevanje bodisi risanja oziroma umetniške vzgoje, kot tudi umetnostne zgodovine. Tako se je začela tudi moja profesorska kariera, ki je trajala približno 15 let na naših šolah, tukaj na Tržaškem in na Goriškem. In potem sem pa preskočil na drugo dejavnost, in sicer v okviru Slovenske založniške hiše Založništvo tržaškega tiska smo ustanovili grafični atelje. To sem potem delal kar nekaj let, istočasno seveda vse skozi tudi slikal in se istočasno slikarstvo ukvarjal tudi z drugimi likovnimi raznimi področji, kot je teater oziroma scenografija, kostumografija, dosti pa tudi z ilustratorstvom. Po eni strani smo Tržačani imeli svoje delovanje na raznih kulturnih področjih, recimo slikarstvo je bilo še kar živahno v tem mestu. Imeli smo nekaj pomembnih ustvarjalcev, ki so bili pomembni v vseitalijanskem merilu. Recimo, eden od teh je bil kipar Marcello Mascherini. Med slikarji tudi Predonzani, Nino Perici in še drugi. Ampak aktivni so bili tudi slovenski slikarji. Tukaj smo imeli pomembna imena, že omenjeni Černigoj, ampak Lojze Špacal, Robert Hlavati. Pojavljal se je redno tudi Saksida iz Gorice. Slovenski slikarji smo bili organizirani v društvo, tudi, ki se je redno pojavljalo s svojimi razstavami v slovenskem kontekstu, se pravi v okviru naših inštitucij, ampak tudi v italijanskem kontekstu. Slovenci smo bili tako rekoč nekakšne dvoživke. Živeli smo v svojem slovenskem ambientu, v stiku tudi z realnostjo, ki je nam bila poznana in ki smo jo nekako zanimanjem gledali, se pravi še posebno to, kar se je dogajalo v Ljubljani. In seveda istočasno to, kar se je dogajalo v samem Trstu ali tudi dlje naokrog v Italiji. Moje zanimanje za likovnost se je pojavilo že zelo zgodaj. Jaz sem vse, kar je bilo moč opazovati in občudovati, ker je bilo lepo izdelano, ker je bilo lepo pobarvano, lepo narisano, me je zelo zanimalo. Jaz se spominjam, ko sem kot otrok hodil od Svetega Ivana proti središču mesta, sem gledal tržaške palače, kjer je dosti ornamentov,
in to občudoval. To mi je bilo nekakšno veliko bogatstvo, ki sem ga z velikim zanimanjem ogledoval. In potem seveda tudi sam skušal iz tega nekaj potegniti. Najprej seveda z risbo. Potem sem poskušal razne slikarske tehnike. Torej, najprej sem si želel nabrati prav spretnosti, slikarske in risarske spretnosti. Tako so mi bili domači, recimo sestra, pa tudi oče, v glavnem modeli, da sem slikal, portretiral in z veliko vnemo skušal uloviti podobnost. Hotel slikati, kot sem videl, da so slikali veliki mojstri v preteklosti. To je bila prva težnja, prva želja. Potem seveda je to zanimanje raslo in prišlo do zavedanja, da je pravzaprav slikarstvo nekaj več kot samo zunanja podobnost z realnim svetom. To je seveda potem krepko podprl to iskanje in to zanimanje ravno profesor Černigoj, ki je, če je od nas dobil kakšno preveč natančno naslikano zadevo, je rekel, veš kaj, to nesi mamici ali pa gospodu katehetu. On je hotel imeti drzne stvari, naslikane s sproščenostjo. In tudi, če smo packali, je bil on vseeno navdušen. In to je seveda odprlo druge nadaljne možnosti in velike radovednosti, kaj se pravzaprav v slikarstvu da narediti. In to iskanje te kreativnosti me je potem privedlo do tistega, kar se je, kot sem prej dejal, v 60-ih letih odprlo na stežaj z raziskovanjem vseh iz raznih možnosti, ki jih ponujajo razne tehnike slikarske. Od materičnosti do sestavljanja že obstoječih izdelkov, tistih tako imenovani ready-made predmetov, v nove kompozicije, pa analiza tega, kar je ta historična avantgarda znala že narediti in ponuditi. Istočasno seveda razna področja likovnosti. Jaz sem kot mlad slikar dobil v določenem trenutku tudi predlog oziroma ponudbo, da bi nekaj naredil za naše gledališče. In spominjam se, da je bilo to prvo delo, pravzaprav neka eksperimentalna predstava, in sicer Beckett, in sicer Čakajoč na Godoja in poslednji Krapov trak. In jaz sem to lahko po svoje interpretiral s tem, da sem uporabil ravno tisto, kar sem v tistem času iskal v svojem slikarstvu. V tistem obdobju sem namreč rad vključeval v svoje izdelke tudi pločevinaste površine, bodisi zarjavelih pločevin, kot tudi zažganih pločevink, in iz tega sestavil celo sceno za to predstavo. In to je bil moj prvi nastop na gledališkem odru in iz tega potem se je razvilo moje sodelovanje z našim teatrom, kar mi je potem kasneje odprlo možnosti tudi za sodelovanje z drugimi teatri.
ukvarjal sem se pa tudi z ilustratorstvom, še največ za ilustriranje mladinskih tekstov in otroških, pesmič posebno. Na tem področju sem imel še največ veselja prav s sodelovanjem z našimi pesniki, z Miroslavom Košuto, letošnjim Prešernovim nagrajencem, pa z Markom Kravosom, pa še z drugimi. Ilustriral sem torej še največ za otroke, slikanic imam kar nekaj že zbranih, ki si jih je nabralo v teh dolgih letih. Ampak prispeval sem tudi za pesniške zbirke, se pravi za poezijo, ki je namenjena tudi odraslim, seveda ne samo otrokom. Tako sem sodeloval s Cirilom Zlobcem, seveda spet z Miroslavom Košuto, pa z drugimi še. Prešerna sem z velikim veseljem sprejel, ko mi je bila ponujena priložnost in možnost, da sem ilustriral hudomušne Prešernove poezije, tudi zato, ker se v njem pojavlja, v teh poezijah pojavlja tudi naše mesto, tudi Trst. In to je išlo pri založbi Prešernova družba. Naslov te slikanice je Doktor, ti jezični doktor. Ob vseh teh mojih zanimanjih je pa vseeno slikarstvo bilo tisto, ki je ostalo moja glavna ljubezen in vse skozi pravzaprav prevladovalo. Razvijalo se je pa seveda v vseh teh dolgih letih na tak način, da je želelo predvsem dokazovati, da ne želim biti sam sebi nekako dolgočasen. Da sem vsako sliko nekako na novo hotel koncipirati. Nerad vidim in ugotavljam nekakšno ponavljanje, nekakšno samozagledanost oziroma nekakšen manierizem, kjer človek oziroma slikar najde nek svoj način in potem to isto siglo, ta isti pečat, to isto znamenje nadaljuje vse skozi, ne da bi ponovno postavljal nekako v dvom to, kar je sam že naredil. Jaz se ne želim odreči tudi slikarski spretnosti ali še bolje rečeno risarski spretnosti. Tistemu, kar slikarji rečemo, da je nekako dano od narave ali pa nekakšen talent, ki ga človek ima od rojstva, ki ne more biti priučeno, ampak more biti darovano od samega rojstva. Ta talent je zame nekaj zelo pomembnega. Vem, da so nekateri slikarji, še posebno v času te zgodovinske avantgarde, želeli črtati vse to, kar je bilo naučeno oziroma virtuozno, zato da so se povrnili v avtentičnost in primitivnost izražanja. Ampak to je že, kako bi rekel, danost. To je že izkušnja, ki spada že nekako v videno, v preteklost. Ostaja pa tudi ta virtuoznost kot veliko zadoščenje, ko človek lahko nariše
črto, ki lahko zariše potem tudi podobo, ki jo ustvari s tem, da jo nekako boža obliko in jo istočasno ustvari in jo pričara na platno. To je tako veliko zadoščenje za tistega, ki to zna, ki to zmore, da se temu odpovedati nima smisla. Jaz vsaj to tako pojmujem. In to je recimo lekcija, ki nam prihaja od zelo daleč. Recimo, jaz se navdušujem še vedno nad Michelangelom, nad Leonardom in vsemi velikimi iz preteklosti. Pri tej svoji paraboli, pri tem svojem loku delovnem, da sem v zgodnji fazi delal predvsem na tak način, da sem poglabljal recimo možnosti likovnega izražanja skozi tehnike. Sem raziskoval predvsem to, kaj mi razni načini likovnega izražanja nudijo. Sem šel od polimateričnosti do tega, kaj lahko slikarska poteza nudi ali pa črta lahko da. Kako je dinamičnost recimo lahko pomembna skupaj s statičnostjo nekih že danih materialov. Se pravi, to raziskovanje, ki je bilo v začetku zelo izrazito, je postopoma postajalo tudi nekakšno polje, na katerem se je pojavljalo tudi nekaj znakov, znamenj, ki se dajo razbirati, ki se lahko prepoznajo, ki so povzeti iz naše realnosti, iz realnosti, ki nas obkroža. Povezovati sem se namreč želel na vse, kar nas obkroža, na živo življenje. In tako je dosti elementov v mojem slikarstvu vse do današnjih dni, ki nas nagovarja recimo glede na dogajanje, skozi katero nas pelje čas. Na velike in hude dileme, ki jih preživlja človek danes, na eksistenčna vprašanja, če lahko človek vztraja v tem stilu življenja, kakršnega si je pač ustvaril, če je ta simbioza med strojem in človekom nekaj, kar nam pravzaprav omogoča življenje ali nas lahko tudi ugonobi. Da je to, kar smo ustvarili, lahko zelo velika kontradikcija. In kontradiktornost je pravzaprav nekakšna vzmet v mojem razmišljanju in v mojem slikarstvu. Nekakšno dvojnost iščem in skušam skozi svoje izdelke tudi prinesti pred oči gledalca. To je nekakšna tema, okoli katere se vrti pravzaprav moje delo že dolgo let, vse do današnjih dni.